pozdravljeni. Vsi predstavniki medijev, ki so bili vabljeni na današnjo tiskovno konferenco, kjer vam želimo predstaviti kandidate 6. volilne enote za državni zbor na letošnjih volitvah 2008 Slovenske ljudske stranke in stranke Mladih Slovenije. Med nami tudi pozdravljam našega funkcionarja v sedanji vladi, dr. Ivana Žagarja, ki bo na koncu tudi v imenu predsednika povedal še par besed. Hkrati pa bi vas prosil, da bi tiskovna konferenca bo potekala tako, da bomo vsakemu kandidatu dali par besed za njegovo predstavitev, na kratko, zakaj kandidira, odkot prihaja, in pa vas bi prosil še za fototermin, ker imamo tukaj avtobus, ki je nekako naša rdeča nit po Sloveniji, da bi tam naredili tudi kakšen posnetek. Zdaj pa kar gremo imamo 11 kandidatov, torej lista je popolna, ki se je vložila na Republiško volilno komisijo. Izbrali smo izmed sebe najboljše kandidate in bi kar od 1. do 11. volilnega okraja predstavljali. In hkrati s tem, ko jih predstavljam, dobi tudi vsak besedo, da nadaljuje svojo predstavitev. V črnomaljskem okraju bo naše barve zastopal Andrej Fabijan. Nam največ Gorencev poznan. Pa prosim, župan občine Črnomlja. Hvala lepa, tudi za moje imeno vsem skupaj lepo dan. Moje ime je Andrej Fabijan, sem župan občine Črnomlja 4. mandat in od 20 sem tudi 2 mandata bil direktor izvoljen na državno-zborskih volitvah od 1996 do 2000 na 2004. Zdaj tudi vsi vemo, da v tem tragičnem dogodku, ki se letos zgodil, sem prišel v parlament kot namestnik poslanec. Torej, letos tudi kandidiram na listi Slovenske ljudske stranke in Stranke Mladih Slovenije v tej 6. volilni enoti za Belo krajino. In dejansko po vseh trenutnih kazalcih in stanju, ki je v Beli krajini, lahko rečem, da sem se zavestno in lahko odločil. Predvsem, zakaj sem se odločil, da bom letos kandidiral, lahko rečem predvsem zato, ker, kot sem vodoma povedal, za mano kar nekaj kilometrov političnih poti, izkušenj in pa tudi vsekakor poznavanja tako problemov, da bomo reči na nekem regionalnem, pa tudi na državnem ravni. V mojem volilnem programu bom vsekakor predstavil nekako človeka kot prvega tistega pomembnega, na katerega je treba staviti. Ne samo pri njegovem razvoju, pa predvsem pri njegovih pogojih bivanja v Beli krajini, kot vemo, pogoji bivanja v Beli krajini prav gotovo zaostajajo z drugimi regijami. Tako po kvaliteti bivanja vemo še, da kar nekaj gospodinstv nima še pitne vode, veliko gospodarskih objektov in gospodinskih objektov nima kvalitetne električne energije, nimamo niti še plina v Beli krajini, se pravi, nismo povezani čez Gorjance, da ne govorimo o slabih cestnih povezavah in tukaj prav gotovo 3. razvojna os, ena od tistih, ki ne zadeva samo Belo krajino, ampak zadeva celo 6. volilno enoto. Znano vam je, da smo politično belokrajinci tukaj preenoteni, ko govorimo o trasi 3. razvojne osi, da je tukaj preenotena trasa 3A različica in prav gotovo vam je poznano, da je tudi gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine to tudi potrdila za predsedujočim gospodom Colaričem. Torej imamo vse niti v rokah, da na prihodno vladno strukturo, ki bo pritisnemo skupaj in da ta 3. razvojna os se začne graditi od Kolpe proti Novemu mestu, prav gotovo za tunelom čez Gorjance. Veliko je še tega, vendar ne bi bil rad predolg, ker namen je, da smo kratki, moče se bil nekoliko predolg. Jaz bom imel tiskovno konferenco, kjer ste bili navabljeni tudi v sredo v Črnomlju in pa tudi vse medije že zdaj toplo vabim 6. septembra v Predlozije, kjer bomo imeli mini konvencijo naše stranke, prijetno, kulturno, zabavno, humanitarno prireditev v